Pozdravljeni. Počitnice so mimo, jaz sem si jih tudi prvošla, sem si jih kar dobro. Tudi ste verjetno opazili, ni bilo kaj dosti mojih posnetkov, niti objav. Ampak ja, tole obdobje lansko leto in še posebej zaključek leta je bilo kar en tak maraton. Tako da sem res rabila malo odklopa in malo stran od vseh teh borb koronskih. Danes bom govorila o tem, kako počitnice vplivajo na nas, kako tudi vplivajo počitnice na našo vzgojo. V Bohinju imava en apartma, ki ga oddajava, tako da sem bila v stiku z našimi slovenskimi družinami in tujimi družinami in sem opazovala, kako ljudje preživljajo čas, kako so sproščeni, kako drugače komunicirajo. In enim se res vidi to, da odklopijo in se povežejo in uživajo skupaj. Eni imajo pa veliko enih motenj v svojih odnosih in ena res posebna motnja v odnosih v družini, ki kali mir, je tale reč. To je, jaz mislim, da sovražnik številka 1, zastrupljevalec odnosov številka 1. In zlasti je pa tale aparatek, ki mu mi rečemo telefon, v resnici pa je mnogo več kot telefon. V bistvu zelo velik povzročitelj uporabe nepovezovalnih vedenj. Slišala sem starše, kako so grozili, slišala sem starše, kako so se ves čas pritoževali. Slišala sem starše, kako so podkupovali otroke. Ja, veste, grozili v tem smislu, da so rekli, če ne boš, ti bom vzela telefon, če ne boš imel telefona. Ali pa, lej, pejdi z nami, sam do izvira pa nazaj, pa boš pol imel lahko telefona, malo podkupovanja. Ali pa ves čas pritoževanje, joj, skozi na telefonu, pa je dol s telefona, veste, tisti, kar upotamo, pa se nič ne zgodi. Jaz sem pač tudi mama in poznam to. Imela sem to srečo, da najini otroci niso imeli še telefonov, ko so bili majhni. To zdravo, ko so bili tam stari okrog 10 let. Zato sem res hvaležna, zato ker pojma nimam, kako bi se znašla v tem svetu, verjetno zelo podobno kot vi. To je ena stvar, druga stvar je pa ta, da otroci imajo med počitnicami drugačna pravila, kot jih imajo čez leto. In na nek način je to super, zaradi tega, ker otroci tudi morajo spočiti, in morajo čutiti to, zdaj je šola, zdaj sem prost, in je še posebej prav, najstniki rabijo čas zase. Bi vam pa rada to povedala, da otroci niso sposobni sami določiti, koliko telefona je za njih dober, niti med počitnicami. Danes sem slišala eno zgodbo, ki se me je kar precej dotaknila, in sicer en fantek, 13-leten, je spraševal mojega starejšega sina, koliko časa spi. In njemu se je zdelo zanimivo, da ga otrok sprašuje nekaj takega, in mu je rekel, kako pa to, da me to sprašuješ? Pa je rekel, ne vem, zato ker me pač primerjam, koliko časa spim jaz, pa koliko časa spi moj brat, in je pač Izak rekel, koliko časa pa spiš ti? In je rekel, veš, jaz lahko spim 11 ur skupaj, ampak zdaj hodim bolj pozno spat, zaradi tega, ker moja mami nam pusti telefon čez počitnice, pusti nam, da igrice igramo, Veš, moj brat pa spi 17 ur skupaj. In se je moj sin začudil in je rekel, ja, veš, on do 5 zjutraj igra igrice in potem pač cel dan spi, Ampak, ko se bo začela šola, bo pa drugače, takrat pa pol mami naredi red in nam te telefone pobere. Jaz sem si mislila, ko sem slišala to zgodbo, boga mami, zaradi tega, ker pač to ni tako preprosto, Telefon je zelo velik užitek, telefon je beg iz neke realnosti, telefon je v bistvu
spodbujanje nekih užitkov, ki niso tako naravni užitki, kot ena droga. In s telefonom se zelo hitro, otrok se zelo hitro zasvoji s telefonom, tudi odrasli se zasvojimo s telefonom, da ne bo te pomote. Tudi mi imamo te težave. Tudi sebe morate kdaj vprašati, kam nosite telefon, koliko uporabljate telefon, kolikokrat na dan ga odprete za brez veze. Pogledate na socialna omrežja, ne vem, ali pa karkoli, ali pa novice, recimo. Tukaj jaz ne pravim, da delamo zelo velike razlike, zato ker odrasli pač nismo kaj dosti boljši, na otroke pa zelo pritiskamo. Kot pač jaz sem pametnejši, vem, kaj je dobro zame, ti pa pač ne. Ampak ni res, moramo biti zelo zavedni, zelo se moramo zavedati, imeti v zavedanju to, kaj pač telefon dela nam odraslim. Ker smo pa mi odrasli, moramo pa naše otroke spremljati in moramo vedeti, kaj se z njimi dogaja. Jaz sem imela priložnost videti zelo zasvojenega otroka. In imela sem priložnost videti, kaj se zgodi, ko zelo zasvojenemu otroku telefon vzamemo. To povzroči nasilje, to povzroči lahko živčni zlom. To je noro, grozen videti. In tudi zdaj že vidim otroke, ki ne pa upala si reči, da so zasvojeni, ampak vidim, da postajajo bolj agresivni, ko jim vzamemo telefon, da se težko prilagodijo v to vsakdanje življenje, kadar nimajo telefona in tako naprej. To se pravi tudi to, da so manj v stiku s sabo, zato ker vedno, kadar so sami, imajo v roki telefon. Zelo redko kdaj gledajo v strop, pa začutijo svoje telo. Tako da ja, letos na počitnicah sem videla tudi veliko teh primerov, skratka, ko je bilo to vruvanje in cufanje in povzročanje nekega nelagodja v družinah zaradi teh naprav. Z Albertom sva posnela en spletni tečaj Otroci in telefon, v katerem v bistvu govoriva o internetni rabi, to se pravi, ko je otrok na internetu, ko rabi connection, in dobi ta connection skozi aparat, to se pravi povezanost. Otrok rabi povezanost in jo dobi skozi aparat, namesto da bi jo dobil med prijatelji v živo, s starši, z bratom, sestro in tako naprej. V tem spletnem tečaju govoriva, kako otroku postaviti zdrave meje. V tem spletnem tečaju govoriva o tem, kako otroka naučiti uporabljati internet. To se pravi, kako mu pokazati razsežnosti interneta. Ne samo nevarne razsežnosti, ampak tudi koristne razsežnosti. Poglejte si ta spletni tečaj, ker je res odličen. Poglejte si ga tudi zato, da boste videli, kam lahko pripelje otroka nenadzorovana uporaba teh aparatov elektronskih, kjer se boste v bistvu naučili, kako pametno uporabljati pametne naprave. Zdaj bi se vam pa zahvalila, dajte deliti tale video, zato ker skupaj delamo lepši svet, in hvala za vse vaše komentarje spodaj in za vse lajke, seveda. Se vidimo v naslednjem videu.